dragi gospodje, in dobrodošli v enem najbolj srčnih prostorov, kar jih je, na predstavitvi enega še bolj srčnega projekta, ki bo postavil nove standarde na področju filantropije pri nas. Najbolj stalno in pomembno življenjsko vprašanje je, kaj počnemo za druge. To se mi zdi, da je eno res zelo pomembno vprašanje, eno vprašanje, ki bi si ga morali na ravni družbe, na ravni države zastavljati vsakodnevno, še posebej v današnjih časih, ko se vse bolj zavedamo in tudi poznamo ljudi, ki jim gre težko, ki so v stiskah, ki so na pragu revščine in zadnji 2 leti, vse, kar se je dogajalo v tem korona času, te situacije nikakor niso izboljšale, tako da vemo, kakšna je situacija. Ampak danes ne bomo zrli v preteklost, nikakor ne. Danes je dan, ko z upanjem in zelo natančno vizijo vstopamo v prihodnost. Spoznali bomo namreč življenjski projekt Ane Roljič. Če ste mislili, da je to Anina zvezdica, ni. Ustanoviteljica Truhome in Anine zvezdice, podjetnica Ana Roljič. Živela sem skupaj. Kje se rodi taka ideja? Kako nastane? Pa je na nekem opuštenem sprehodu, ponavadi je to, ne? Ja, res je. Jaz sem že kot majhna deklica čutila, kaj je moje poslanstvo in kaj me res navdihuje in kaj je moja naloga na tem svetu. Ampak nikoli nisem znala dejansko zares ubesediti, kar sem živela, pa kar sem želela prenesti vse, kar delam in ljudi okrog nas. In leta 2009 sem bila na tem opuštenem sprehodu na Ljubljanskem gradu in sem rekla, pa Madonna, pa mora obstajati ena beseda, ki poosebla vse to, kar jaz čutim, pa kar želim dati. Potem pač hodam in rečem, ok, to je Truhoma, ne? True and honest mankind. Pristan in iskren človek, zato ker jaz res ful verjamem, da če v prvi vrsti nisi sam tak, to se pravi pristan in iskren sam do sebe, nikoli ne moreš doseči svojega najvišjega potenciala. To je ful škoda, zato bi mogli pač vsi delati, ne. Hkrati pa to filozofijo potem apliciraš na vse okrog sebe in na vse, kar počneš. In tako je v bistvu po vseh mojih stvareh, saj trudim se. Anina zvezdica, na nek način bomo rekli, postaja galaksija. Je tako? Ja, res je. To so pač začetke moje. Tukaj sem se ogromno naučila, ogromno je dala zvezdica vsem nam, pa tudi drugim. Ampak zdaj pa čas za nekaj novega, ne. A zvezdica zaenkrat še zmeraj ostaja, ne. Ampak moj fokus je tam pri Truhomi, zato ker s Truhomo lahko naredimo večji impact na cel svet, ne. Zato ker zdaj je čas za spremembo v dobrodelnosti. Tukaj je na voljo tehnologiji, da model, ki ga poznamo zdaj, ni več sustainable. Koliko jaz razumem, bi Truhoma lahko bila nekakšno družabno omrežje, svetovnega, globalno družabno omrežje, kjer se ljudje, se pravi prejemniki pomoči in pa donatorji srečujejo. Tako je, to je tudi nek ta cilj naše decentralizacije oziroma da community gradi celotno Truhomo. Je pa zaenkrat pač to spletno mesto, kjer povezujemo donatorje z prejemniki in pa dobrodelnimi organizacijami. Vsi so vabljeni, platforma je zastonj in v bistvu prinašamo z razvojem teh tehnologij skozi te naše standardne, to se pravi transparentnost, sledljivost in 100% učinkovitost. To je moj cilj, to dobrodelnost utrap. In to si vsi zaslužimo v končni fazi, tako donatorji, kot organizacije, kot prejemniki. Se lahko prejemniki sami prijavijo na Truhomo ali kako poteka ta proces? Absolutno, oni grejo na našo platformo in grejo, kako dobim pomoč in grejo čez celoten proces, se prijavijo, mi jih seveda tudi preverimo in to je to. V prihodnosti pa tudi vidim recimo uporabo tehnologije umetne inteligence, ki bo to že sama vse naredila. To je ful enih idej, ne, sam počas. Se pravi, zdaj ste rekli, da je to številka 1, ne? Do katere številke boste šli? Ne vem. Jaz mislim, da jih bo ogroman. Ampak ni zdaj cilj, meni se zdi najbolj cilj, da se zadeva najprej prime, da se kreira movement in da s sodelovanjem, pa z ogromno pogovori najdemo način, da to stvar še bolj izboljšamo. Je to prva tovrstna platforma? Ja, glede na vse raziskave, jaz mislim, da nočem se s tem hvaliti, ampak mislim, da smo sigurno pionirji na tem področju, v svetovnem merilu. Bojo mogoče potem Truhomo nekoč postavljalo bok, recimo, kot zdaj Facebooku, Twitterju, podobnim omrežjem? Ja, mislim, Truhoma ima drug namen, ampak jaz si absolutno želim in moj cilj je, da postanemo standard, sinonim za transparentnost v dobrodelnosti in jaz mislim, da bo Truhoma podprl ogromno znanih podjetij, posameznikov, ampak Truhoma je za mainstream publiko, za vse ljudi. Lahko pa bi ravno to, da se Truhoma trudi nekako iti v smeri transparentnosti, ali? Da bi to lahko predstavilo še verjetno kam drugama. Transparentnosti zelo manjka. Tako je. Tako, kot smo prej omenili na teh panelih, blockchain je v bistvu lahko uporabljiv na vseh segmentih, ki nas obkroža, pač dobrodelnost je le eden. Bog ve, kam nas bo vse pripeljalo. Prav, hvala lepa. Ampak meni je pač fokus
dobrodelnost. Odlično. Hvala lepa. Ful je naša dolžnost ta, da si zmer pomagamo, da si prisluhnemo, da si spoštujemo in da nikoli ne sodimo človeka po tem, kako izgleda ali pa kaj ima. Samo važno je, kaj imaš kle, pa kaj imaš kle. To je meni glavno vodilo. Torej, Peter, ti si zdaj ambasador Truhome, a ne? Tako je. Kako je ta vloga, kako si jo predstavljaš, že veš, kaj boš počel? Veš, da niti ne. Zdaj, na začetku smo začeli s tem, da pač sem vodil tole otvoritev in da dejansko tudi podpiram z glavo in srcem ta projekt. Se pa še nisva zano dogovorila. Se pa že toliko časa poznava, da tudi vem, da me bo uporabila to, ko me bo rabila in tudi tehno in tudi vem, da me ne bo preveč izkoriščala, ampak upam, da bom lahko pomagal s tem, kar sem, s svojim znanjem in svojo osebnostjo k temu, da bo za ta projekt izvedlo čim več ljudi in da bomo tlakovali eno lepo pot in neko nadgradnjo, ki jo pričakujemo v prihodnjih letih. Ti potem projekt Truhoma že poznaš ali ga spoznavaš še vedno? Ja, malo prej sem ga spoznal kot vsi ostali, za nas pa se že pred meseci pogovarjali o njem, zdaj pa v te detajle ga pa spoznavam zdaj in mi je zelo všečno, moram reči, ker se mi zdi, da dejansko tisto, kar pesti današnji svet, je ogromno enega fake informacij, zaradi katerih se ljudje niti ne znamo več pravilno odločati, kako stvari narediti in predvsem komu lahko zaupaš in Truhoma mislim, da zelo učinkovito rešuje točno ta problem in tudi zato je unikatna in posebna in rešuje tudi ten problem ene branže oziroma te dobrodelnosti, ki je pereč, ker ljudje, ki ne zaupajo več dobrodelnim organizacijam, nikoli več tja ne bodo svojega denarja dali. Tule pa mislim, da lahko točno s Truhomo in z blockchainom se te stvari odlično porešijo in sem zelo vesel, da sta bila Ana in Dejan tako pogumna, da sta na tak način se lotila problema, da sta vse skupaj zastavila globalno in res tudi samega me zanima, kam bo ta zgodba šla čez nekaj let. Ti in dobrodelnost sta nekako povezana, povezujejo, že bom rekel, z vodenjem oddaje, ne? Dan najlepših sanj, sedaj Truhoma, a ne? Tako. Kakšen je tvoj odnos sicer do dobrodelnosti, a ne? Ja, dobrodelnost je vsekakor ena stvar, ki je zelo hvale vredna in za katero je prav, da se ljudje odločajo in da temu namenjajo svoj čas in svoje sredstva, ker iluzorno je pričakovati, da bo država na neki svoji ravni te stvari vse uredila. Vidimo, da se še z drugimi stvarmi zelo težko spoprijemamo dan današnji in je dobrodelnost nekaj, kar je lepo, da obstaja. Je pa tudi po drugi strani prav ravno to, da se jo zapelje v pravo smer, ne, da je podprta s temi modernimi tehnologijami in da jaz upam, da bo tudi država sledila na določenih področjih, ki bodo zdaj točno zaradi te transparentnosti rešljiva. Ne vem, da so omejitve določenih donacij zdaj ravno zaradi tega, ker se država boji, da bi se dobrodelnost izkoriščala v druge namene in upam, da bodo zdaj tudi oni nekako prijeli za uzde to tehnologijo oziroma vsaj Truhomo, ali se pa mogoče celo pridružili, ne? Tako, se pridružili, ampak če ne, pa vsaj stopili zraven in videli, da se da na tem modernem času ene stvari čisto drugače porešiti, čisto drugače prekontrolirati in da se bodo potencialno dolgoročno potem tudi donacije lahko zvišale in da bo to šlo z roko v roki.